SsangYong pri nas ni ravno znamka, po kateri bi kupci kar hlastali in bi se potem po cestah vile kolone teh vozil. Jaz imam še vedno v mislih tiste starejše modele, ki so bili prej podobni nosorogu kot pa avtomobilu. Ampak ti časi so mimo. Zdaj so SsangYongi prav simpatični. Mimogrede, če padem tlele dol, pa tega prispevka ne boste videli. No, vam enega pokažem. Tole na primer je novi Corando in vem, kaj si mislite. Kakšen je bil pa sploh prejšnji? Takšen, če vas že zanima, ni čudnega, da se ga ne spominjate, ker se pri nas sploh ni prodajal. No, tole pa je že četrta generacija, povsem nova. Prejšnji je imel luči takole navzgor in je zato izgledal malce bolj štorasto, tale pa jih ima položno obrnjene in zato izgleda prav lepo zašiljen. Oziroma odrezano, ker so vse linije precej ostre. No, luči svetijo v LED tehniki, smerniki tudi, pri teh bogatejših paketih opreme so LED celo glavne luči. Da se boste lažje orientirali in ga postavili ob bok tekmecem, Corando je dolg 4,5 metra, kar pomeni, da prostora v bistvu ni malo. Tamle zadaj ga je za povprečno visoke, torej višje od mene, več kot dovolj, tako za glave kot za kolena. Prtljažnik pa meri 551 litrov, kar v bistvu tudi ni posebej malo. Ampak tukaj spredaj se mi zdi še dosti bolj impresiven. Kakšen kos plastike je še vedno trd, nekateri deli so mehki, ampak vse skupaj prav fino izgleda. Tile digitalni merilniki imajo 10 palcev, tale zaslon 9 in resolucija oziroma ločljivost je prav fina tudi pri vzadnji kameri. Moram reči, da vse skupaj zelo moderno izgleda in tale del tukaj le notri ima ene lučke, da je tak zelo simpatičen. Tudi sedeža sta dejansko fajn, udobna, mogoče se mi edino volan zdi malenkost prevelik, ampak to je že moja kaprica. Pri motorjih sta trenutno na voljo 1,6 litrski dizel s 100 kW moči in takšen 1,5 litrski turbo bencinar z okrog 120 kW oziroma 160 konjički. Menjalnik je lahko takšen ročni ali pa samodejni. No, vsekakor bo ta motor bolj priljubljen pri nas, zato sem tudi tega izbral in že takoj lahko rečem, da je bolj živahen, kot sem pa pričakoval. Sem mislil, da bo predvsem umirjen in lahko je zelo tih med tako običajno vožnjo, je precej prožen, ampak če prestavim na sport in če sem malce bolj dinamičen sam z menjalnikom, je lahko precej hiter. Hočem reči, dinamična vožnja motorju povsem paše. No, malce pozneje pride še povsem električni Corando, tam bo okrog 190 konjičkov moči. V bistvu je tudi vozniško nad mojimi pričakovanji. Precej je udoben, nisem pričakoval, da bo posebej dinamičen in v bistvu ni, veliko bolj mu paše ležerna vožnja, to se vidi že po tem velikem volanu in tudi krmilni sistem je v bistvu samo povprečno dober, ampak nasploh avtomobil lepo blaži slabe podlage, v ovinkih se ne nagiba preveč in ob vsem skupaj bo še cena simpatična, povprečno opremljen ne bi bil manj kot 20 tisočakov. No, ampak če nisem fertik, skupaj z novim Corandom na naše ceste kmalu prihaja tudi prenovljeni Tivoli, ja, tisti, ki ima ime po našem ljubljanskem parku. Bom zelo hiter, ker avtomobila tukaj še ni. Skratka, veliko zaslonov, 80% avtomobila bo novega in tudi motorja boste enaka kot pa tule. Evo, zdaj pa sem fertik. Razen, če imaš še kaj, zdaj sem se ravno grel. Naj si se mi mudi.